Gospod Jernej, povej, kaj je narobe s kolesom? Tu v zadnjem delu se mi zdi, veš, da tako da dela. A ti tudi kaj delaš? Sem to nema koles. Ja, zdaj mi pa povedati vi, kako se lotati zadeve, ko pride stranka do tebe pa reče, v zadnjem delu dela sam po določenimi vati. No, in zdaj jaz se ne tega, ja, lotam nekako. Ja, nič, grem se lotati, se tale mašina mi kar všeč, tako da z veseljem vzamem v roke. Ja, lahko mi rečete, kar servisiran že, porihta vse, kar se lahko v roke prime. Jernej že občuduje svojo raketo. Drugač pa sva šla sam lepo na YouTube, najdla, kako se pride v nastavitve noter, parkrat probala in voilà, zdaj dela. Upam, da nov Jernej zdaj na prvo furo, ko šel, stari, razbol sem se, kitno mi je potegnil noter, vse je narobe. Ampak ja, takole še enkrat si lahko pogledate tole makino. Ne vem, boljška to pa ni pa. Saj bi vam pokazal uno skrpucalo tamle od Petre, ki je zdaj kupila, ampak to se sploh ne da primerjati. Tole je res seksi. Sploh pa teli detaljčki, to moram od blizu posneti. Rdeč, verigica. What? Tukaj se zajebava. Takole je šel tu klanc gor, mi mako mi diha. Evo, jaz sem li dober prišel v showroom, pa vam bom zdaj pokazal, kaj je prišlo. Takole zunaj še tele lučke svetijo, jaz še na pol noč. Evo. Obroči. Pa okvirček. Tako da tole se da na sestavu. Najprej pa seveda evo, spil kavico, zdaj pa prva stvar, ki bomo naredili je tegale bomo sestavili, se pravi small velikost z ta novimi obroči, ki so glih kar prišli. Tako da to damo gor, plašče imam tamle, tako da nič, akcija. No in kaj se pa zdaj zgodi? Poslali so nam račno za sram, kar pomeni, da si s tem ne morem nič pomagati in lahko sam čakam, da pošljajo zdaj sež za Shimano račno. Tako da, nično sestavljanje. Jaz bom zdaj vsem zmontiral plašče gor, pa imam pa še eno vprašanje. A kdo ve, kje se tole kupi? Ups. No, takele vrečke. Ker vem, da kolesarji ful radi uporabljamo. Evo. Če kdo ve, naj mi prosim pošle na mail, bom pa jaz še malo po Googlu, mogoče se zelo simpel najde, še nisem otegnil. Tako da, evo, to je to, grem da zdaj tele plašče gor, pol pa boste videli še ta nov okvir. Bo pa sestavljen zdaj, se pravi z Dura-Aceom, Princeton obroči, pol bojo te obroči, če bi kdo hotel, se pravi, če bi ga kdorkoli hotel kupiti, še preden se jim jaz pol zapeljati, ko ta video prišel ven, jaz ga ne bom vozil po moje do četrtka, tako da boste imeli ene 5 dni cajta, da pridete mem, si ga pogledate, in to je to. Tako da, če koga zanima, bo pa čist custom build od A do Ž, tako kaj je meni všeč. Tako da bomo šli pa tudi čez to še enkrat čez, ampak najprej plašči gor, pa razstavam un okvir, ga zvagam, gremo čez vse detajle, tako da boste videli. Tole je balanca za
tistega gospoda, ki je kupil prejšnji moj bike. Tako da bomo dali tole balanco njemu, una gre pa k meni nazaj. Tako da tega nam sploh nič odviju, že veste kakšna je. Evo, to moram pod blizu pokazati, ker je nor. Najprej tale napis, kako je not narejen. Ni nikjer odvečnega materiala. Lahko not, ne morem. Tako da barva je pa, ne vem, evo, tule še zadnji napis, niš, cak, spredi, fade, črni. Pač, ne vem, meni je nor. Tudi bike, kako se pol... ko mi čakam, da tole zapeljem. Zdaj ga odpeljem Mercedu, prej ga bom še zvagal vsak kos posebej. Pol gre k Mercedu, pa bomo pa cel frame set zvagali, koliko je, se pravi, teža, z krmilom, osmi, sedežno oporo, pač vse skupaj, koliko pride. Jaz bom pa zdajle preden odžagava krmilno cev, še to zvagal pa bomo videli. Jaz sem vse zvagal, tako da imam zdaj tukaj napisane teže. To pomeni, da je, se pravi, nič odžagan itd. Okvir 980 gramov, vsi 75. Zdaj tukaj pri okvirju je že UDH nastavek za zadnji menjalnik je že gor. Potem je vilca 415 neodžagana, vse podložke, vse kar pride dodatno zraven, sem kar pustil v vrečkah, pa bi prišlo na 280 gramov. Potem je sedežna opora, tukaj so šraufi in vse je že not je 205, pa krmilo je 330. Kar se tiče komplet bike, lahko komentirate, koliko vi mislite, da bo težek. Bojo višji obroči, kot sem jih imel prej. Bo pa oprema, se pravi Dura-Ace, prej sem imel Ultegro, prejšnji je vagal 7,25, zdaj ta bi mogel biti, se pravi, glih 280 gramov lažji, sam so pa obroči cirka 80 gramov težji. Zdaj pa lahko komentirate spodaj, a mislite, da bo pod 7 kg, a mislite, da bo nad 7 kg. Govorimo pa težo z nastavkom za števc, s košarcami za bidon plus power meter pedali. Se pravi, pripravljen za vožnjo. Bom pa dal gor spet logičen odberka, sedež, lupina, short, 150 mm širine. Komentirajte spodaj, ker me res zanima vaš mnenje. Pa lahko še skritizirate, kakšen se vam zdi okvir. Sestavljen bo pa v naslednjem tednu, tako da naslednji teden vlog, ki pride, pa pol na skupni vožnji, ki bomo imeli za zaključek. Naslednji teden je še zaključek, bom še to dal. Mislim, ga boste videli v živo, tako da jaz upam, da vam bo všeč. Evo, danes gremo pa na zaključek sezone na Jurčkovo rundo. Naslednji teden imamo pa na Ziherlovi, tako da pejte z mano. Jaz se glih zbudil, ura je 6, grem nekaj pojest. Zdaj pa takole je treba še bike spucati. Omadana. Opala. Ni še ta nov sestavljen, tako da grem še spelim. Evo ga, na hit sicer zgleda dokaj čist, ampak je umazan in pol, če sem že povabljen nekam, da vidimo, da se malo vidi, je dobro, če se bike spuca, tako da jaz ga itak čist na hiter sam z vodo in ja, je to, pa je do zdaj
vedno čist. Tako da, nič, gremo spucati. 5 minut kasneje, bajk spucan, ketna namazana, še 1 uro cajta pa imamo štart, tako da se moram zdaj še do Vodic pripeljati. Gremo. No, zdaj pa takola, ko imamo danes oblekalo vse. Se pravi, spodaj imam neke poletne štumfe. No, se pravi, poletne štumfe. Pol 3/4 podaljške. Kratko majico z Springfall. Mislim, kratke hlače Springfall. Potem, kar se tiče tele, kva je to že, švic majica. Samo zdaj čist zimsko, ne ono ultra, ampak winter. Imaš tale vratniček. Ker zdajle zunaj je samo par stopinj, mislim, da so 3. Ja, popoldan bi bilo pa tam 10 cirka. Zato je bilo po moje glih top. Evo. To je to. Pa kar bomo dali pa zgori še gore, je pa moment. Zdaj tisti, ki spremljate že dolgo časa, veste, da je tole meni ta najboljša jakna. Se pravi Springfall, ne vem, se ji reče jersey ali jakna. Skratka je brez windstopperja, ima pa spredi dvojen material. Ekipe res, ne vem, jaz imam že po mojem 2018, 2019, tam nekaj je vam prišla tale ta nova in meni osebno je vrhunska. Tako da to fura me vse tam od par stopinj pa do enih 15 in danes bo tole idealno. Ima zelo sicer tanke rokave, ampak v roke me res zelo redko zebe. Tako da to je to. Zdaj ta najboljša stvar klele pri teli pa je to, kar sem tudi večkrat ponovil. Sprav zadrga, ko se odpira tudi od spodaj gor, kar pomeni, da ko greš v klanc, samo malo trebuhnut, samo malo odpneš in je to. Pa zgori, kar bom še imel, je pa še brezrokavnik. Takole. Cak. In ta brezrokavnik ima pa tudi čisto isto funkcijo. Se pravi, tudi zadrga od spodaj gor, spet za klanc gor idealno, tlele imate še žepke, da dobro diha, tako da to je to. Gor bomo še trak, ta tanke rokavice, pa čez čevlje bojo še tovkaveri, brez tega zdaj že skoraj ne gre. Glih v četrtek sem se malo hecel z gospodom Pontelijem, ko si dal že na prstnike gor, no. In na uni rundi mene zebel, njega najbrž ni v prste, tako da zdaj jih imam gor in evo, to je to. Nič, gremo na bajk. Oba dva bidona si jaz naložim tega od Jim Beama, pa je Fuel Ride. Ne, okus niti nima veze, se mi zdi, da jih kar malo mešano naročam. Limona, pomaranča, pa je lubenica. Tako da, vsi so mi top. Evo, zdaj pa se že furam na... Tole ugasnemo. Se že furam na zaključek, se pravi gremo Jurčkova, v Vodicah. Zdaj pa še en trik, mislim ni trik, če pameten razmišljaš, pol to že najbrž vsi počnete. Ampak takole, ko je malo bolj mrzel, pa veš, da boš imel bidon še nekaj cajta na hladnem, je dober lit noter, se pravi kar vročo vodo, zato da pol, ko greš ven, da ne piješ glih ledeno hladne. O, Madonna, klej že gužva. Tako da, zgleda bom mogel iti že na en detour. Samo malo le cajta vozil, ampak kurc. Tako da, evo, da sem povedal, upam, da sem nič. Naprej pa zdaj z kolesa
Čau. Štole, ne vem, samo en ful čuden, ampak kar naenkrat se je tako hladil in jaz, ki sem skoraj tako nikoli v jakni, še sred zime sem brez jakne, imam danes že jakno gor, ker se kar še nisem navadil na te mrzle temperature, tako da upam, da tole nov dolg traja, ne? Oziroma, da se hitro navadim, zato ker v bundah, jaknah in tem hoditi okrog, ja, skoraj nikoli ne hodim, tako da oh well. Parkiram pod svojim kostanom, ne? Ja, pod svojim kostanom, grem, kje je moj kostan, kje se parkiram, začnem tisti drobiš pobirati, takoj, 5 minut ni že en avto pridem. In vem, da sem 2 uri pa pol gor. In čau. Folka, če že zamudil. Ko pete, da se vsi vidite, ajde. Kaj s tabo? Ja, mene se vidi z 1,74 m. Ne moraš iti pa na vzhodi. Imate kakšno kručko? Evo, že prvi defekt, naredili smo pa, ne vem, 10 km. Ne, nismo še. A še nismo? 9,5. 9,5, evo. Tako da, če bo šlo tako naprej, bomo mogli vse rezerve danes ponuditi. Po moje bojo uni, ki so šli na MTB, vse popili pa pojedali. Drugače pa luštan. Sonček je začel svetati, sicer oblečeni smo, vsi se mi zdi, da malo preveč, ampak je pa lep dan, brez vetrčka zaenkrat še, tako da nič, gremo dalje. Evo, smo prišli nazaj, takole, družba zadaj, zdaj že jemo, pijejo, jaz sem na Radenski, ampak je pa pridno, evo, zdaj se že na pol pleše, družba vesela, tako da zaključek bo definitivno uspel. Škoda, ker nisem mogel nič na bajku posneti, sem imel rokavice in pol ne morem tega gor pa dol skozi dejati. Ampak ja, je bilo kar fleten. Tako da, to je to, do naslednjega zaključka, uživite. Naslednji teden imamo mi zaključek, se pravi sobota, pa je to 11. mislim da, na Ziharlovi 10, tako da vsi lepo vabljeni, pa se vidimo. Pa ful bomo imeli zdaj še popustov, tako da spremljite Approved. Predvsem na Instagramu bo vse objavljeno. Čau.